Ko sem lani prvič videl Zafira Life in nisem videl avta, sem dejansko najprej mislil, da gre za osveženo Zafiro ali pa za Zafiro z nekim novim paketom opreme, da je potnikom še bolj udobno. No, ni šlo za avto. Kaj pa? Ja, kombi! Bizarno ime je tole. Na nekaterih trgih mu pravijo celo Combo Life, je pa tole sadež združevanja Opla s francoskim PSA, pa tudi Toyota v tem primeru, tako da je to že četrti od trojčkov, če se malo pošalim. Ampak Oplu je itak manjko en takšen velik enoprostornik, ker nimajo več ničesar takšnega v ponudbi. In tale nam je všeč. Zakaj? Ja, ker ima res veliko prostora. Poglejte, tudi zadaj lahko udobno sedi odrasel človek. In vsi teli sedeži gredo lahko ven, če se malo potrudite. Niso lahki, jasno, ker morajo biti težki, da so lahko udobni. Dobite pa ogromno prostora. Lahko jih tudi vzdolžno pomikate, takole enako drugo vrsto. Tale notranjost je res odlično prilagodljiva in moji otroci so uživali v vožnji s tole Zafiro. Kaj pa jaz? Tudi, vse mi je v bistvu zelo všeč, razen tale menjalnik. Slabšega pa že dolgo ne. Ne vem, kaj so študirali. V drugo daš in ne veš, da si dal. Te je prav strah pa pustiti sklopko, ker je pol takoj v prestavi. Isto gre nekaj čuden v četrto, pa v šesto, se ne spomnim, da bi pa ostalih trojčkih bilo tako. Ma ne, zikrat bi se zapomnil. Ampak ko osvojite tale menjalnik ali še veliko bolj priporočam, si izberite samodejnega in pozabite nanj, no, potem boste pa večinoma uživali v zelo dobrem položaju za volanom, dobrem sedenju in tudi nad zelo dobro preglednostjo. Tole v bistvu ni velik kombi. No, je, če ga primerjate z avtom, kjer je samo slabih 5 cm krajši od 5 metrov in širok je prek 2 metrov, vseeno pa ni tako velik za kombi. Zelo pomembno je tudi, da je visok manj kot 1,9 metra, kar je pogosto omejitev v garažnih hišah ali pri cestninah v določenih državah. Občutek tudi ni slab za svoje mere in 1,8 tone mase se fino pelje tudi malo bolj hitro po avtocesti. Na ovinkih pa skoraj najbolje med tako velikimi kombiji. Motor je kar pravi, močnejšega ne boste rabili, šibkejšega pa nočete. 2-litrski 4-valjni turbodizel tudi ni zelo glasen in moč 110 kW, kar je 150 konjev, bo dovolj tudi za polnega. Ne bo letel, bo pa dovolj hiter, da se boste varno peljali. Saj ne gre dojet s takim kombijem, če je poln potnikov, pa še Life ima v imenu, a ne? 12 sekund pospešuje do 100 na idealni podlagi, če ta nima tako dobrega oprijema, pa lahko izberete enega od teh programov, ampak do zdaj smo vedno ugotovili, da je to bolj lari-fari, ker z zaviranjem posameznega kolesa pač ne narediš terenca iz vozila, ki ima samo sprednji pogon. Je pa lažje za koga, ki nima toliko občutka v nogi, ko je cesta spolzka. Cena 40 jurjev s tem paketom Innovation, kar je, kar precej. Ampak dobite pa fino sončno streho, da bodo otroci radi gledali oblake, potem električna drsna vrata, električno vtičnico, projekcijski zaslon, ogrevanje webasto, s toliko opreme je potem tudi lažji pogoltniti ceno. Ne vem pa, koliko točno stane tale, ker nisem dobil natančnega seznama dodatne opreme. Vem pa, da je poraba 8 litrov, kar tudi ni slabo. Zakaj ravno Opel med vsemi štirimi? Mogoče zaradi imena, zaradi navezanosti na znamko, zaradi nostalgije. V nobenem primeru kombi ni slab, v bistvu je zelo dober.